Pozdravljene, drage besedoznalke in drugi. Dobrodošli ponovno v Besedi tedna. Poletje se uradno prične v zadnji tretjini meseca junija, a temperature zunaj kažejo, da je že tu. Naša nova vlada meni, da se podnebne spremembe morda dogajajo, morda tudi ne, vsekakor pa človek za te spremembe ni ne kriv, ne odgovoren. V tem duhu tudi samooklicani zagovorniki zdrave kmečke pameti v jezikoslovju trdijo, da ekstremni vremenski pojavi, kot so denimo suše in vročina, niso nič nenavadnega, saj da nam že beseda vreme na te pojave jasno nakazuje, če jo razdelimo po zlogih. Pomagamo si z vprašalnico, kaj ali koga vre. Malo jezikovno nespretno odgovorimo, vre mene. Zaimek mene spremenimo v naslonsko obliko me in dobimo vre me. Tako nam beseda vreme že ves čas govori, da bo poletje še kako vroče. Ne glede na to, kakšen je naš odnos do podnebnih sprememb, pa z njimi hočeš nočeš živimo in se jim tudi tako ali drugače prilagajamo. Tudi naš jezik se živahno odziva na vedno nova vremenska odstopanja, temperaturne rekorde in njih posledice. Poglejmo nekaj primerov. Nekomu, ki ima visoko vremensko občutljivost in težko prenaša skrajne vremenske pojave, v šali zbadljivo rečemo, da je vremekužnež. Številni ljudje pravijo, da prihajajoče nagle vremenske spremembe lahko začutijo v poškodovanem kolenu. Če smo bolj poglobljeni, rečemo, da jih na prihajajoče neurje opozori njihov vremeniskus. Nekateri vremeniskusi so pri tem tako dovršeni, da znajo do kaplje natančno napovedati, ali bo prihajajoča vremenska motnja samo naliv, vihar ali celo tornado. Še ena. Kako rečemo okoljskemu aktivistu, ki se ukvarja s posledicami visokih temperatur? To je pripekolog. Še ena za kmetovalce in vrtnarje. Poznate tisti dež, ki ga zaman čakamo med poletno sušo? Tisti dež, ki ko pride prepozno? To je zamudež. In beseda tedna, kaj bo vsega povedanega bistvo, kaj teh besed esenca? Drage in dragi moji, naj bo senca. Še kako jo bomo potrebovali.